NN podcast s Suzano Lovec. Katera je najlepša slovenska beseda, dr. Kozma Ahačič, vam osebno? Dober dan. Ne smem je imeti. Ne. Sem namreč raziskovalec besed in nekaj najhujšega je, če bi raziskovalec in slovaropisec neke besede raje opisoval in neke besede opisoval s sovraštvom. Opis mora biti čim bolj nevtralen. Zato skušam ne imeti svoje najljubše besede. Skušate, ampak jo imate? Nimam. Mi uspeva, zaenkrat mi še uspeva. Mogoče v latinščini. Kar povejte. Aureus. Odlično. Lepo pozdravljeni v NN podcastu. Dober dan. In dobrodošli v NN podcastu tudi vsi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Dr. Kozma Ahačič je danes naš gost, je jezikoslovec in literarni zgodovinar, doktor slovenistike, urednik portala Fran in raziskovalec, je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveni svetnik, izredni profesor. Ne se ustrašiti na vseh teh vaših nazivov. Ja, res je. Ker bo danes zelo prijeten pogovor, prijeten in pomemben. Portal Fran namreč praznuje 10. obletnico delovanja, 10. obletnico obstoja. Fran združuje 45 slovarjev, atlas, 2 svetovalnici, 14 zbirk in skoraj 765 tisoč slovarskih sestavkov. Kako se je vse skupaj začelo? In kako je Fran drugačen, kot je bil pred temi 10 leti? Ja, dejansko je Fran postal v teh 10 letih nekakšna nepričakovana zgodba o uspehu, ki nam jo zavidajo tudi po celotni Evropi. Začelo se je pa spontano. Inštitut za slovenski jezik je bil, kot je vsakih nekaj let, v hudi krizi in odločili smo se, da bomo nekaj pokazali navzven in zato smo prenovili naš nekoliko zastarel že iskalnik po različnih slovarjih. Odločili pa smo se, da ga bomo prenovili na tak način, da bo možno iskanje po vseh slovarjih hkrati. No, in nabiralo se nam je vedno več slovarjev. Rešili smo nekaj kar zelo zapletenih problemov, namreč iskanje po vseh slovarjih hkrati zveni preprosto, če pa želimo, da so rezultati, zadetki takšni, kot si jih mi predstavljamo, pa potem ni več tako preprosto. No, in ta ideja, ki se je začela rojevati nekje februarja, marca, aprila, je potem do junija dobila že svoje zelo okorne poteze in v bistvu 3 sodelavci z inštituta v povezavi s podjetjem Amebis in s podjetjem Hruška smo bili potem tista gonilna sila, ki smo do začetka oktobra postavili celoten portal. Ni bilo nobenega projekta, to je bila tako rekoč prostočasna aktivnost. Imel sem veliko srečo, da sem bil ravno zadnji teden pred objavo portala Fran sam doma, tako da sem v bistvu delal celo noč, ves dan in tako tudi vsi moji kolegi in kolegica in uspela nam je. Jaz sem brala v Delu tudi to zgodbo o dečku Franu, ker ta domena je bila že zakupljena, kako so jo v bistvu prepustili. Brala sem tudi o srečanju teh malih Franov, različnih, fantkov z imenom Fran. Kaj je dalo to srečanje, s katerim ste tudi obeležili v bistvu to obletnico? No? Ja, spominov je veliko, recimo ta spomin na malega Frana. Mi smo se končno odločili, da bo imel naš portal ime, izbrali smo ime Fran in potem ugotovimo, ni več prostih domen. No in
tu nam je tedanji lastnik, oče enoletnega Frana Krojca, nam je res šel na roke, da smo lahko mi registrirali domeno fran.si. Letos pa smo se odločili, da bi dobili nekaj izjav, recimo od 2, 3, 4 franov, zato smo v javnost dali sporočilo, da iščemo frane in močno upali, da se nam bo kdo javil. No, in potem je sledil šok, res velik šok. Javilo se nam je 76 franov, ne, 74 franov in še ena franja. Mi smo najprej mislili, da jih bomo povabili v neko tako manjšo sobico, z njimi poklepetali na tak način, dobili kako dobro izjavo. In ta številka se je dejansko iz dneva v dan do te mere vzpenjala, da nas je potem končno potolažil statistični urad, ki nam je povedal, da jih več kot 260, mislim, da ne mora biti. No, in zato smo srečanje franov izvedli v veliki dvorani ZRC-ja, v atriju ZRC. Spremenili smo ga v praznovanje Franovega rojstnega dneva. Fran Ramovš je namreč ravno takrat praznoval rojstni dan. Poskrbeli smo, da smo imeli največ franov doslej naenkrat v eni sobi, in pa skoraj da ena polovica teh franov je dala različne izjave o slovarjih, slovaropisju. Iz tega bo nastal kratek filmček, ki ga bomo lahko spet širili vse z namenom, da bi čim več ljudi spoznalo čim več slovarjev in da bi uporabljali jezikovne priročnike. Ampak veliko ljudi to uporablja. V manj kot 10 letih ste na portal Fran dodali več kot 250,000 novih slovarskih sestavkov. Preden greva na to, kako to nastaja, so pa tukaj podatki, tudi črpam iz Dela, podatke, ki so že objavljeni. Torej, trenutno 300,000 iskanj na dan. V povprečju vas na dan obišče več kot 180,000 različnih uporabnikov vsega sveta. Kaj ljudje največ iščejo? Iskanja so zelo raznovrstna. Tako da na lestvici iskanj je v resnici večina vrst iskanj zelo izenačenih. Nekateri iščejo pomen, mnogi iščejo normativno oznako, pa potem samo etimologijo besede, od kod beseda izhaja, razne frazeme iz določene besede, pa vprašanja narečne narave, terminološke narave. Skratka, vse to, kar jim skušamo na portalu ponujati. Veseli nas pa, da ni zelo obiskan samo portal Fran, ampak beležimo tudi vsako leto večji obisk na portalu za mlade, Franček, in pa kar je zlasti nekaj navdušujočega, mi imamo 40,000 iskanj na dan v jezikovni svetovalnici. Skratka, na strani, na kateri objavljamo jezikovne nasvete in odgovarjamo na tista vprašanja, ki ljudi v jeziku žulijo zdaj, v tem trenutku, in glede na to, da odgovore iz jezikovne svetovalnice objavljamo lahko vsak dan sproti tudi na Franu, pomeni, da lahko uporabnice in uporabniki Frana dobijo povsem aktualne odgovore na slovarski spletni strani. To je z vidika zgodovine jezikoslovja res nekaj novega. Smo imeli slovaropisci še nikoli
priložnost biti aktualni, tako kot ste, na primer, aktualni novinarji in tudi tako zelo povezani z ljudmi. Skratka, to, da se je, če povem v nekem laičnem jeziku, da se je naš jezik digitaliziral, da je šel na internet, mu v bistvu dobro dene. Seveda, lahko rečemo, da slovarjev slovenskega jezika še nikoli ni uporabljalo tako veliko ljudi, da tudi še nikoli ni tako veliko ljudi uporabljalo knjižnega jezika in, kar vas bo pa najbolj začudilo, še nikoli ni nastajalo tako veliko kvalitetnih knjižnih besedil. Skratka, kvalitetnih besedil v slovenskem knjižnem jeziku. Mi imamo vsi občutek, da nastaja zelo veliko nekvalitetne slovenščine. In to je res. Ampak? Vendar nastaja še zelo, zelo veliko več kvalitetne slovenščine, kakor jo je, na primer, nastajalo še pred 4 desetletji. Nekdaj je bil namreč ta krog ljudi, ki so sploh lahko prodrli v javnost s knjižno slovenščino, zelo omejen. Danes lahko javno nastopa tako rekoč vsak. In to ima določene slabe posledice, niso pa vse posledice slabe. Torej, tudi slovenskega knjižnega jezika, kvalitetnega slovenskega knjižnega jezika ni malo. Kot sem rekla, torej, v manj kot 10 letih ste dodali več kot 250 000 novih slovarskih sestavkov. Kako to izgleda z druge strani? Kako to nastaja? Kdo vse to dela? Kaj vse dela? Slovaropisje je eden od najlepših poklicev na svetu, tako kot menim tudi o jezikoslovju nasploh. Mi, vsi ljudje namreč, živimo v jeziku. Ne? In to pomeni, da imamo slovaropisci še poseben vpogled v ljudi, in sicer pogled preko jezika. Je pa hkrati slovaropisje stresna dejavnost. Zakaj stresna? Zlasti nekdaj je pomenilo to, da si pisal nek slovar, v resnici življenjsko delo. Mnogi so celo življenje sestavljali določen slovar in niti niso dočakali njegovega izida. Skratka, vsakodnevno skoncentrirano delo, rezultat pa je nekje daleč v prihodnosti. Zato je tudi v slovarjih, ki so objavljeni na portalu Fran, v resnici neverjetno veliko dela. Tu se skriva veliko življenjskih usod zagnanih slovaropiscev in danes smo morda v nekoliko lažjem položaju slovaropisci, glede na to, da lahko objavljamo slovarje tudi sproti, celo imenujemo jih sprotni slovarji. Zdaj, ko ste rekli, kako je videti dan? Dan je videti tako, da smo obdani z računalniki, z velikimi ekrani. Na eni strani imamo najrazličnejše jezikovne podatke iz jezikovnih korpusov, skratka zbirk najrazličnejših besedil, na drugi strani že elektronske analize, ampak na koncu je vedno človek, na koncu je vedno veliko pregledovanja, veliko branja, zato da nastane recimo 8 vrstic v slovarju, je včasih potreben tudi dan, 2 ali celo več. Ponedeljkova novica, slovenščina na Applovih napravah, ne? Zmaga po več letih prizadevanj, ste napisali včeraj. Zdaj, družba
Apple je prva večja korporacija, ki sledi zahtevi prenovljenega zakona o javni rabi slovenščine. Na Ministrstvu za kulturo pravijo, da pričakujejo, da jim bo kmalu sledili tudi drugi proizvajalci in da bodo tako končno vse naprave na voljo tudi v slovenskem jeziku. Mislim, da ste vi napovedali, da v 5 do 10 letih pričakujete, da bodo naprave tudi druge govorile slovensko. Ne? Tudi Netflix, recimo. Ja, tu gre za več v resnici zelo različnih vprašanj. Naprave, kot so hladilniki, avtomobili, mobilni telefoni, računalniki, morajo govoriti slovensko v letu in pol. In tudi vsi proizvajalci so rekli, da se bodo potrudili in sledili zakonu. V resnici je to za vsako družbo, ki se želi širiti v različne države sveta, minimalen vložek. Smešno majhni denarji. Je pa ta korak zlasti z Applom simbolično pomemben, zato ker slovenščino v še večji meri vodi med največje, najpomembnejše, najmočnejše tudi jezike na svetu. Zdaj smo v celotnem računalniškem svetu, to pomeni seveda tudi, da bodo brezplačno vse te družbe vlagale v jezikovne tehnologije, v razpoznavo, v sintezo jezika in tako naprej. Hkrati pa je stik s slovenščino v digitalnem svetu zelo pomemben tudi zato, ker gre za brezplačen pouk knjižnega jezika. Ne, da bi morali karkoli vlagati že s tem, ko normalno opravljamo svoje delo ali se celo zabavamo, se učimo. No, in tu pa naletimo na vprašanje Netflixa in podobnih pretočnih storitev. To pa ni vprašanje, ki bi ga lahko razrešili zgolj v Sloveniji. Razrešujemo ga na ravni Evropske unije in tu so interesi zelo različni. Nekateri namreč zelo dobro služijo s tem, da Netflix deluje na primer v njihovi državi, ne, po celi Evropi, tako da prek mednarodnega združenja EFNIL ravno v tem trenutku skušamo čim bolj pritiskati in hkrati navduševati čim več evropskih poslancev, da bi skušali zagristi v zelo kislo jabolko, in to so evropske direktive z področja medijev. In za Netflix in Disney Plus, mislim, da ste rekli, ne, da pričakujete 10 do 15 let, da se bodo prilagodili. Ja, vse pa kaže, da bo mogoče celo že prej, glede na to, da je javna zavest, da je to problem, vedno večja. Vse te družbe namreč spremljajo, kaj se dogaja v različnih državah, in ni jim vseeno, ali o njih govorijo dobro ali ne. Recimo, ne bo jim vseeno zdajle, ko bom povedal, da imajo recimo pretočne storitve, kot so HBO Max, pa Apple TV+, pa Sky Showtime, lepe, vse boljše, vse kvalitetnejše podnapise v slovenščini, druge pa tega nimajo. To ste že vi rekli javno, ne, da to, kot ste prej omenili, ne, zakaj se toliko ukvarjamo s podnapisi, zato ker prek podnapisov lahko preberemo za več knjig besedila na leto, ne, in da s pomočjo podnapisov, če so kvalitetni, lahko dobimo ogromno znanja knjižnega jezika, in to preko zabave. Ne. Seveda gre za, naračunali so približno 9 knjig na leto, in če pomislimo, da mnogi ne berejo knjig, je to v resnici edini stik s knjižnim jezikom. Zdaj pa, če bo ta knjižni jezik zgolj angleščina, potem se bodo nekateri mnogo bolj domače počutili v angleščini, kakor v slovenščini. To
pa ni dobro za našo jezikovno samozavest, kajti kljub temu se bomo vsi skupaj vedno gibali v slovenskem okolju. In tu zgolj s poznavanjem neke knjižne angleščine ne bomo dobro prišli skozi. Mogoče bi tu opozoril na neki predsodek, ki je zastarel. Še naši starši, pa mogoče celo mi, smo odraščali v svetu, ko so vsi rekli, nauči se tujih jezikov, da boš uspešen. Zdaj se je situacija spremenila. Angleščina in učenje angleščine je nekaj samoumevnega. Tako da lahko rečemo, nauči se slovenščine in drugih tujih jezikov ob neki osnovni angleščini, da boš lahko uspešen v življenju. Sicer pa vi ne trepetate za slovenščino, ne? Če vas prav razumem, to, kar govorite, je v dobri kondiciji. Ne, ker, recimo, ko smo midva odraščala, ko smo približno generacija, ne, se je veliko govorilo o tem, ali je slovenščina ogrožena. Jaz se spomnim še teh razprav, ali je ogrožena, ampak ogrožena ni, a ne? Ja, v kakšni kondiciji je, kako se počuti, kje je trenutno v svojem življenju? Mogoče je ogrožena slovenščina tistih, ki so zanjo trepetali, to se pravi neka popolnoma sterilna slovenščina. Slovenščina kot sodoben, raznolik knjižni jezik pa je zaenkrat v dobri formi. To pa ne pomeni, da ne more preiti v slabo formo, da se ne more porediti, recimo tako kot človek, tako kot športnik lahko iz zelo dobre forme hitro, lahko že v letu, dveh, zapade v slabo formo, tako tudi jezik, če vanj ne vlagamo, če o njem ne razmišljamo. Najhujša je ignoranca. Če o njem ne razmišljamo, lahko krene napačno pot. In kaj je tisto, recimo, tiste stvari, ki bi lahko bile potencialno slabe za jezik? To, zaradi česar bi se poredil. Okay, rekli ste, da ne razmišljamo. Najhujša je ignoranca in pa to, da smo negotovi v lastnem knjižnem jeziku. To pomeni, da dobimo nekje v svoji notranjosti občutek, da mi v knjižnem jeziku ne znamo ničesar dobro povedati. Kaj je potem rezultat? Vidimo ga pri mnogih podcasterjih, recimo, začnejo govoriti v nekem spakedranem, čudnem pogovornem jeziku, ki je mogoče primeren za ljudi v njihovi najožji okolici, že na Primorskem ali Štajerskem pa ga sprejemajo kot nekaj zelo čudnega. Zakaj namreč sploh imamo knjižni jezik? Zato, da nam je lažje, ne zato, da bi nam bilo težje. Skratka, knjižnega jezika nimamo zato, da bi si otežili življenje. Knjižni jezik imamo zato, da bi vedno, ko javno nastopamo, čim manj razmišljali o jeziku. Zato, ker bi imeli zavtomatiziran jezik, ki bo enako razumljiv nekomu strsta in pa nekomu zlendave. A se spomnite, kaj sem vam napisala v mailu? Sem naredila samo ovadbo. Ja, in to je značilno. Poznam svoje napake, recimo največje zdrse, ki jih delam, slišim se. To je značilno za slovenski prostor in če greste v tujino in se potem vrnete v Slovenijo, ste kot jezikoslovec vedno znova še šokirani. V trenutku, ko ljudje zvejo, da sem jezikoslovec, začnejo razlagati, kako slab jezik imajo. Okay. To je nek pogojni refleks, nas so očitno natrenirali kot pse, da moramo v trenutku, ko vidimo jezikoslovca, se ustrašiti. V trenutku, ko pomislimo na knjižni jezik, zablokirati. Pa ni tako. Ne? Z neko normalno
odgovornostjo do svojega jezika, smo lahko mi v svojem jeziku veseli, srečni in se ne samo obtožujemo. Mogoče nam to kot narodu celo malce ugaja. Glejte, ne znam. Ne? Ja. Res je, rekli ste prej, da ne gledate na tak način, da ne iščete napak, torej niste tako imenovani grammar nacij. Ne, sam skušam jezik opazovati čim manj aktivistično. To je namreč nujno, če želimo na jezik gledati znanstveno. Res pa je, če pa vklopim svojo lektorsko oko, pa seveda tudi sam odkrijem vse napake, jih popravim, besedilo slogovno predelam in tako naprej. No, ob tej priložnosti, mogoče, da jaz gledalcem in gledalkam razložim. Včasih me gledalci celo mi napišejo zelo prijazno, tudi kakšne lektorce, recimo, kje so moji neki govorni, predvsem zdrsi. In jaz se teh stvari zavedam, da ne govorim ne govorim popolne govorne slovenščine. Tudi vem točno, na katerih točkah običajno padam. Se vsem gledalcem in gledalkam za to opravičujem. In res velikokrat tudi sama pri sebi to slišim, če se poslušam. Toliko o samoovadbah. Mogoče bi tu dodal, da ravno zato na Inštitutu za slovenski jezik pripravljamo nov slovenski pravopis z imenom pravopis 8.0. Že samo ime pove, da snujemo nekaj modernega, da snujemo pravopis za jezik v digitalni dobi. Ta pravopis bo vseboval tudi posnetke vseh pravopisno spornih besed, hkrati pa bo na novo premislil vsa normativna določila, to se pravi tisto, kaj meni jezikoslovje, da je v jeziku prav, kaj menimo, da je manj primerno. Skratka, vse to bo znova premišljeno z vidika sedanje dobe. Od časa, ko je izšel prejšnji pravopis, do danes se je namreč svet drastično spremenil in tudi zato potrebujemo nov pravopis in tudi nov sodoben slovar, ki prav tako pod imenom ESSKJ izhaja na inštitutu. No, to je moje naslednje vprašanje. Kako se bo recimo pa slovenščina, slovnica prilagodila recimo, boju za pravice žensk, boju za pravice manjšin? Vemo, da tukaj se družba spreminja, da neke stvari, ki včasih družba ni bila občutljiva nanje, zdaj še dobro, da pač je. Ali tukaj delate kaj na tem na inštitutu? Kaj delate? Skratka, ali lahko že date neke odgovore ali o njih razmišljate? Seveda o tem razmišljamo ves čas. Tu je zelo aktivna že prej navedena jezikovna svetovalnica. Že druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika je na primer poskrbela za mnoge nove feminative, to se pravi ženske oblike k moškim poimenovanjem. Ključno pri vseh teh spremembah pa je, da jih jezikoslovci pomagamo graditi na znanju. Na primer, v teh dneh se veliko razpravlja, kako je s priimki, z moškimi priimki, ki se jim doda ova, recimo Nataša Musarjeva. In zakaj med mladimi tako prodira raba čisto okleščenega priimka brezsvojilnosti, ne? V tem primeru Musar. In to celo v nekoliko nepričakovanih pozicijah. Ja. Če pogledamo absolutno. Če pogledamo v zgodovino, Ja. vidimo, da so se ravno s tem vprašanjem
ukvarjali že v 16. stoletju, ko so imeli Bohorička. In potem so imeli Bohoričica. In potem so imeli Smolela v 18. 19. stoletju in tako naprej in tako naprej. In ta oblika naova se je prvič v slovenščini pojavila šele v drugi polovici 19. stoletja, v resnici pa uveljavila šele v drugi polovici 20. stoletja. Skratka, tukaj gre za neko novo obliko, ki je takrat v jezik prišla skupaj z ženskim gibanjem. Skratka, ženske so se na ta način s to obliko uveljavljale. No, in zanimivo, da zdaj pa je ne doživljajo več za povsem svojo in zlasti mladi rod gre tu svojo pot, moramo pa biti dovolj strpni in tudi jezikoslovci se moramo zavedati odgovornosti, da različnim starostnim skupinam dopuščamo neko svobodo, neko sproščenost v izražanju. Pri vseh teh novostih se namreč sam bojim samo tega, da bi sabo prinesle strah pred jezikom. Da bi bili ves čas na preži, ali to še smemo reči, ali nas bodo imeli za mizantropa. Mi recimo na N1 ne uporabljamo, torej ne rečemo Lovčeva, ko ne uporabljamo pa Suzane zraven ali pa katerokoli drugo ime in priimek, ampak skratka, ko drugič uporabimo, recimo bi rekli Lovec. Lovec je odgovorila, Lovec je vprašala. Ja, in tako, če boste opazovali, tako govorijo tudi mladi že v osnovnih šolah, tudi kadar govorijo knjižno, skratka, Lovec me je učila lansko leto matematiko, starejši, in to moramo razumeti, morda tudi nekateri mlajši od naju, če so tako naučeni, pa imajo do te mere ozaveščeno Lovčeva, da bi bilo nekorektno jih obsojati. In pripovedati. Zdaj pa ste vi sovražni, če uporabljate takšno obliko. Skratka, neka sproščena strpnost na tem področju bo tudi lahko naredila slovenščino še bolj svežo tudi v tem smislu. Ampak vi recimo kot neka vrhovna instanca, ko vidite na N1, torej na ta način zapisan priimek? Sam sem se zdrznil, sam sem bil ves iz sebe in potem sem šel gledati, kako se to odraža v realnih knjižnih besedilih in sprva ni kazalo, da bi se ta sprememba res prijela, zdaj pa gledam okrog sebe in očitno je prišlo do neke nepričakovane jezikovne spremembe. Tu moram poudariti, da se malo takšnih sprememb res prime v jeziku. Skratka, večinoma takšni poskusi spremeniti določeno stvar v jeziku hitro pridejo, ampak tudi se iz jezika hitro poslovijo. Tu pa so bila očitno tla dovolj pognojena, ker je šlo že, kot sem prej omenil, za stvar, ki je negotova že zadnjih 450 let. Jaz sem opazila, da na začetku mogoče smo samo na N1 to uporabljali, ampak zdaj uporablja na ta način že kar nekaj medijev. Virus se je zasejal in prijel. Ja. Skratka, je pa jezik vedno nekaj, kar komunicira z družbo, tako kot ste vi že prej rekli. Brez družbe ga ni. In če so v družbi spremembe, se to verjetno mora odražati v jeziku. Seveda, zato ker naj se še tako pretvarjamo, da smo v jeziku neodvisni, vedno bomo govorili zlasti knjižni jezik v takšni obliki, da ga bo okolica, da ga bodo ljudje okoli nas sprejemali kot kvalitetnega, nežaljivega, dovršenega. Skratka, tudi če jaz vem, da je
da je povsem jezikovno utemeljeno, da uporabim ali to besedo, ali to besedo, ali to besedo, bom v določeni družbi, ki je na določeno besedo zelo občutljiva, uporabil besedo, ki jo družba pričakuje. Na tak način se ta norma jezika, to se pravi to, kar mi pojmujemo v jeziku kot pravilno ali nepravilno, zlagoma spreminja. To, kar je še pred 100 leti veljalo za nepravilno, danes morda velja že za pravilno. Gre pa za malenkosti. Skratka, če vas prav razumem, tudi razmišljate o vseh teh možnostih, kako, končnice urediti, ali bi bili tukaj pomišljaj. Skratka, o vsem tem razmišljate jezikoslovci v tem trenutku. Razmišljamo, ne želimo pa se zaleteti z nekimi prehitrimi opažanji. Večina jezikovnih sprememb se namreč v jeziku ne obdrži na tak način, kot ta, o kateri sva ravnokar govorila, in tudi večina sedanjih poskusov bo verjetno v teku let se morala še do določene mere obrusiti. Včeraj sem videla, da ste imeli ob potreditveni slovesnosti v Ljubljani za mednarodno konferenco o besedotvorju, ki jo organizira vaš inštitut, da ste v bistvu dali neko izjavo, da v svetu, kjer imamo ves čas opravka z novimi pojavnostmi, jih je pač treba poimenovati, in v tem primeru zato je poznavanje besedotvorja družbeno pomembno in da ima besedotvorje mesto v najstarejših slovnicah. To se verjetno marsikomu sliši zelo zapleteno, učeno, ampak če greva mogoče malo nazaj spet v najino, recimo, najstniška leta ali pa pol kasneje, ko smo bili na faksu, je verjetno naši generaciji najbolj ostala v spominu zgoščenka, ko so CD-ji, in kako smo dojemali to besedo zgoščenka, če se spomnite, jaz se dobro tega spomnim. Katere te besede, pa se je prijela? Pa je na začetku bilo strašen nek posmeh celo ob tej zgoščenki. Katere take besede so vam ostale najbolj v spominu? In kako je to, ko se rojevajo nove besede? Ker družba se tako spreminja, nekaj sva o tem že povedala, da verjetno je zdaj prav eruptivna moč tega, koliko novih besed potrebujemo. Še nikoli verjetno nismo potrebovali toliko novih besed. Kako jih delate? Kdo jih dela? Vsak dan se rojeva zelo, zelo veliko novih slovenskih besed, in to ne samo angleških tujk, ampak tudi čisto navadnih, lepo narejenih, po pravih besedotvornih postopkih narejenih slovenskih besed. Zato, da bi v družbi, v jeziku to res dobro funkcioniralo, pa je nujno znanje. Zato tako veliko energije vlagamo tudi v to, da smo na primer dobili šolsko slovnico, da se razvijajo novi sodobni učbeniki slovenskega jezika. No, in znanje uporabnikov knjižnega jezika je za nove besede bistveno. Tu lahko jezikoslovci bolj ali manj samo svetujemo in opazujemo. Zelo pomembni ste mediji in zelo pomembna je znanost. Zato, ker ravno prek znanosti prihaja v jezik največ novih besed. Zgoščenka, ki ste jo omenili, pa je pomemben simbol. O zgoščenki smo se prepirali, mnogi smo uporabljali CD in tako naprej. Zdaj pa CD-jev skoraj da ni več. Fizično. In na tak način nas jezik včasih močno preseneti. Še nekaj je zelo presenetljivo. Če gledamo na jezik zgolj z nekim svojim občutkom, potem imamo lahko
vtis, da v slovenščino prihajajo samo angleške besede, da samo še prevzemamo. Če pa si vzamemo čas in poimenujemo vse nove stvari okoli sebe, pa bomo videli, da ima skoraj da vsaka v resnici slovensko poimenovanje. Ne? Tudi različne stvari v zvezi z računalnikom. Mi imamo tablico, ne tableto. Ne? Za RTV ste rekli nedavno, da strokovnjaki, to, kar ste tudi tukaj že danes omenili, strokovnjaki so tudi tisti, ki običajno skujejo novo besedo. Mi jim to tu jim lahko svetujemo. Tudi sicer pri presoji novih terminov upoštevamo najprej načelo ustaljenosti, nato jezikovne pravilnosti in šele nazadnje tuj ali domači izvor. In to, kar želim poudariti pa iz vašega odgovora, za življenje nove besede, pravite, so zato pomembni bistveni prvi tedni, meseci. Kako zaživijo ali ne zaživijo pol te nove besede? Življenje besede je v resnici zelo prepuščeno ravno rabi. Tu jezikoslovci lahko sicer rečemo, nam se zdi boljša ta in ta beseda, mi bi raje uporabljali to in to besedo. Ampak če boste vsi mediji uporabljali drugačno varianto besede, potem se bo to zasidralo med ljudmi in ko se beseda enkrat zasidra med ljudmi, zelo težko pride do spremembe. Pride samo z močnim impulzom od zunaj, recimo en tak, lahko navedemo iz nedavne zgodovine, en tak impuls, nekaj časa smo vsi lajkali. V trenutku, ko je Facebook dodal slovenščino in napisal všeč mi je, pa smo začeli všečkati. Ampak takšni impulzi so redki, zato so ti prvi tedni bistveni. In tudi zato imamo na Inštitutu za slovenski jezik posebno mesto, ki mu rečemo terminologišče, ki je namenjeno ravno presoji, ali je določeno poimenovanje ustrezno ali neustrezno. Na nas se največkrat obrnejo strokovnjaki, ki naletijo na nekaj povsem novega, mi pa jim pomagamo to poimenovati. No, in tu če to povemo, je pa bolj jasno, zakaj smo jezikoslovci tako zaskrbljeni, vedno, kadar nanese beseda na slovenščino v visokem šolstvu. In tudi v znanosti. Če znanstveniki ne bodo razmišljali v slovenščini, če se študenti ne bodo učili v slovenščini, potem ne bodo vsakodnevno prihajali do izziva, kako pa naj to poimenujemo v slovenščini. In bomo ostali brez besed. Oziroma, potem bodo pa res vse nove besede samo angleške tujke. Katera stroka, recimo, je tukaj najbolj pridna, se največ obrača na vas? Recimo računalničarji so vzorni, pa tudi sicer moram reči, da zaenkrat vlada v večini strok visoka jezikovna zavest. Eno od sporočil tega včerajšnjega dogodka je bila tudi to, da eden od naukov, da noben jezik ni samozadosten in, kot je bilo rečeno, tam besede lahko migrirajo in imajo izredno sposobnost asimilacije. Nam lahko date kakšne primere? Kako besede... Seveda, beseda miza sploh ni slovenska. To je latinska tujka, ki je v slovenščino prišla verjetno prek romanskih jezikov, mensa, iz tega pa imamo v slovenščini še latinsko tujko, ki jo tudi doživljamo kot tujko menza. Skratka, to
to, kaj je tujka v jeziku in kaj ni, v trenutku, ko damo v zgodovinsko perspektivo, ni več tako zelo jasno. In tudi zato ta zaskrbljenost, da nas bo večji jezik popolnoma požrl, ni vedno utemeljena. Seveda pa je dobro, da smo pozorni, da smo čuječi in da ne popustimo, da se ne vdamo. Ravno pred kratkim sem bral zapiske pogovornega jezika z ljubljanske tržnice z začetka 20. stoletja. In tam je bila vsaka 4. beseda nemška. To se današnji slovenščini nič ne pozna. Super. Zanimivo ali pa zelo dobro se mi je zdela vaša tudi utemeljitev za RTV na MMC-ju, sem brala, ne, intervju z vami, ker se rado problematizira to, da otroci priseljencev govorijo še vedno v jeziku svojih staršev. In ste vi zelo dobro utemeljili, ne, da si velikokrat narobe razlagamo, pravite, razmerje med slovenščino, ki se jo morajo učenci priseljencev naučiti, in pa njihovim maternim jezikom. Z jezikoslovnega vidika namreč lahko dosegamo mnogo boljše znanje slovenščine, če bodo ti otroci dobro znali svoj prvi, torej materni jezik. Na ta način bodo imeli iz kje izhajati, prepoznali bodo razlike med jezikoma in jih tudi razumeli. Torej, če mi želimo, da otroci priseljencev dobro znajo slovenščino, moramo vlagati v to, da znajo najprej dobro svojo materinščino in potem več vlagati tudi v to, da bojo dobro znali slovenščino. Tukaj se mi zdi, da se oba strinjava, da na obeh ravneh Slovenija premalo naredi, ne? Res je, če želiš vedeti, kaj je slovenščina, moraš tudi vedeti, kaj ni slovenščine. Na vsak način pa se je to problematiko zanemarjalo in sam pouk slovenskega jezika za priseljence, za tujce bomo morali še več vlagati. To je namreč osnova za dobro asimilacijo. Za dobro razumevanje, sobivanje, integracijo. Natanko tako. Skratka, na obeh ravneh. In za njih poskrbeti za to, da bodo dobro znali materinščino in da bodo dobro znali slovenščino. In tudi tukaj je verjetno premalo narejeno. Tega pouka slovenščine prilagojenega njim je verjetno premalo, ne? Oziroma odvisno verjetno tudi od skupnosti do skupnosti. Ja. Problem je, ker je ta problematika od mesta do mesta, od občine do občine zelo različna in se jo mora tudi reševati na različne načine. Država pa seveda mora poskrbeti za nek skupni okvir. Kje je slovenščina v dobi umetne inteligence? Kje smo tukaj s slovenščino? Na vrhu smo med 100 jeziki, ki so najbolje zastopani v celotnem digitalnem svetu. To je nekaj, o čemer, če sem lahko patetičen, so sanjali rodovi od srednjega veka naprej. Skratka, vsak, ki se je zavedal, da govori slovensko, je sanjal o tem, da bi enkrat bila slovenščina tako zelo samostojna, kakor je samostojna danes. To, da je slovenščina prisotna tudi v umetni inteligenci, pomeni še nekaj, da se bo knjižna slovenščina še dodatno fiksirala, ne? Če vemo, da umetna inteligenca najbolje sprejema neko zlato aritmetično sredino, če vemo, da je v ozadju nekakšna matematika, ne? Statistika, potem seveda v ospredje tudi jezika umetne inteligence pride neka povprečna knjižna slovenščina.
Je pa zelo pomembno, da slovenščine v umetni inteligenci ne prepustimo zgolj nekim velikim tujim korporacijam. Pomembno je, da tako znotraj Evropske unije, kakor tudi predvsem znotraj Slovenije, pripravimo dovolj velike, popolnoma slovenske jezikovne modele. No, in v tem kontekstu ravno sodelujemo tudi pri večjem projektu Povejmo, ki ga vodi Simon Krek in v okviru katerega skušamo zbrati čim večje število besedil v slovenščini, zato da bi dobili še dodaten, neodvisen slovenski jezikovni model, torej slovensko še dodatno slovensko umetno inteligenco, s pomočjo katere bo še lažje govoriti o slovenščini kot digitalno popolnoma suverenemu jeziku. Vi ste bili tudi Delova osebnost leta 2017, ker to je bilo iz del obrazložitve, iz slovenščine delate zaveznika. Veliko od tega, kar ste danes povedali, je to, kako delate iz slovenščine zaveznika, ampak kako bi pa običajnemu uporabniku slovenščine, ki mogoče nima takega strahu kot jaz, kdaj dela kakšno napako, povedali, zakaj je slovenščina zaveznik? Preprosto zato, ker ljudje želimo komunicirati z ljudmi. Ne? Jezik potrebujemo zato, da lahko izrazimo naša najglobje čustva. In če v jeziku nismo dovolj spretni, potem najbolj prefinjenih pomenov niti izraziti ne moremo. Zato je tako pomembno vlagati v svoj jezik. In zato je tudi zelo pomembno, da se svojega jezika ne bojimo, zato ker potem se začnemo bati same sebe in začnemo cenzurirati ne samo svoj jezik, ampak tudi svoje čustva, svoje misli. Za Delo pišete kolumne in v eni od teh kolumn ste napisali: jezik postaja osnovno orodje sodobnega življenja, podobno kot nekoč železo, bron, tisk in elektrika. Res je, vendar moram tu dodati, da kljub vsemu pa jezik ni zgolj orodje. Je še mnogo več. Je tudi način, je tudi nekaj skorajda duhovnega. Povejte še kaj več o tem. To me zanima zdaj. Tu bom šel že pregloboko v filozofijo, pa skušam biti vsaj pred filozofijo čim bolj ponižen. Okay. Raziskovalno se ukvarjate torej s temami jezikoslovstva, slovničarstva, historične sociolingvistike, prevajalstva, retorike, s koncepti umetnih jezikov. Kaj od tega je v bistvu vam najljubše? Še vedno 16. stoletje? Po srcu sem zgodovinar slovničarstva. To je tisto osnovno, kar me vleče tako k zgodovini latinskega slovničarstva, kakor potem srednjeveški zgodovini slovnic in pa seveda najbolj k zgodovini slovenskih slovnic. Vendar pa me zelo zanima seveda tudi sama raba jezika v 16., 17. in 18. stoletju. Zanima me tudi morda širše to dogajanje z začenjanjem slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju. Ravno zdaj bo izšla ljudska izdaja knjige, ki je šla sicer pred 2 letoma, o prvih
50 slovenskih knjigah z opisi vseh knjig. No, Stati in obstati. Stati in obstati in recimo takšno knjigo delati mi je bilo nekaj najbolj vznemirljivega v življenju doslej. V rokah sem lahko imel večino prvih slovenskih knjig. No, ampak hkrati me je pa sama usoda pripeljala tudi v svet jezikovnih portalov, slovarjev sodobnega slovenskega jezika, neka zavest, da moramo premakniti nekaj tudi na področju šolstva, me je potem vodila v pisanje šolskih slovnic, v ukvarjanje z didaktiko slovenskega jezika, denimo ravno zdaj v juliju je izšel še zadnji učbenik v seriji učbenikov za srednjo šolo, ki smo jih oblikovali na popolnoma nov način in ki sledijo tej osnovni ideji, ki sem jo začel v svoji šolski slovnici. Skratka, ja, sama zanimanja so različna, ampak ta osnovna ljubezen do jezika, do nečesa mogoče starega, do čim širšega pogleda na stvari, pa je ena sama. Pri tej knjigi Stati in obstati, ko je nastajala, ste v evropskih knjižnicah odkrili še marsikaj, še nepoznane izvode slovenske protestantskega tiska. Kaj vas je najbolj presenetilo? Kaj je bilo tisto, kar recimo v nastajanju te knjige, zdaj, ko ste opisovali, je kar malo duhovna izkušnja, se je zdela, ko ste rekli, držal sem v rokah? Ja, dejansko spomnim se enega utrinka iz snemanja, ko so se mi tako rekoč ulile solze. Resno? Pri kateri? Pri čem? Ko sem imel v rokah tretjo slovensko knjigo, Katekizem iz leta 1555. Ne samo tretja slovenska knjiga, ampak prva slovenska knjiga napisano z latinskimi črkami. In to je neverjetna izkušnja. Ne? Knjige imajo neko svojo, kako bi rekel, magično, duhovno moč, ki je tudi digitalni svet ne bo izbrisal. Sam sem prepričan, da tudi če bomo večino knjig ljudje imeli v digitalni obliki, si bomo tiste najljubše vedno kupili tudi v fizični obliki. Zelo podobno se konec koncev dogaja tudi z glasbo. Glasbo, ki nam je všeč, kupimo v obliki vinilne plošče ali CD-ja, zato da imamo še neko fizično opredmetenje neke sicer nefizične stvari. No, kaj me je presenetilo? Presenetilo me je pri raziskovanju za to knjigo morda ravno to, kako veliko novega se je dalo še odkriti. Glede tega sem bil res šokiran. K samemu pisanju knjige sem šel predvsem zato, da bi zbral že znano in dodal tisto malo, kar se da dodati, ampak v resnici je bilo tistega novega veliko. Vas kdaj skrbi, da mladi, ali pa tudi ne tako zelo mladi, ko četajo, otroci recimo, uporabljajo ta zelo pogovorni jezik, sleng, skratka, nekdanji SMS-i, zdaj na vseh drugih platformah, ki se uporabljajo, niso knjižna slovenščina. In to je stanje, ki je popolnoma enako stanju pred 100 leti ali stanju pred 200 leti. Samo zunanji medij se je spremenil. Skratka, četanje po SMS-ih, po Instagramu, po TikToku in tako naprej, to ni
pisanje v knjižnem jeziku, ampak je tako rekoč pogovarjanje. Mi se pogovarjamo danes tako, da pišemo in za pogovor uporabljamo pogovorni jezik, mladi pa uporabljajo sleng. Skratka, ne smemo mešati tega s knjižnim jezikom. In ne smemo imeti občutka, da bo to neposredno preveč zaznamovali knjižni jezik. Tako kot smo pred 100 leti znali razločevati med pogovorom in med jezikom, ki se ga zapiše ali ki se ga izreka v javnosti, tako znamo tudi danes, po mojem, dobro razlikovati med pogovorom, ki ga upravljamo tako, da pišemo, in med knjižnim sporazumevanjem. Kljub temu pa sem seveda vedno jezen, če na primer domači ne naredijo piki na koncu SMS. Ano, vidite, da sem upravičeno malo trepetala, kaj sem mail napisala. Pravite, da je branje izjemno pomembno. Za RTV avgusta letos ste rekli, ne, da je treba tudi prisiliti ljudi v branje zahtevnejših besedil. Sprva je treba prisiliti, morda zveni celo kruto, ampak tako je izrečeno namenoma. Ne smemo se več slepiti. Jezikovne skupnosti, ki bodo želele biti uspešne, bodo morali vlagati v branje. In tukaj ste tudi rekli, ni pa vzroka za paniko, in povedali točno to, da tudi v preteklosti, ne, so ljudje recimo razmišljali o tem. Rekli ste, imam tukaj pred sabo članek iz leta 68, v katerem avtor tarna, kako bo pojav televizije zamajal branje in kako se slabša sama bralna kondicija med ljudmi. Skratka, ta naša zaskrbljenost ni nič novega. Ljudje se na vsako večjo spremembo odzovemo s preplahom. Tudi o pojavu knjige 15. 16. stoletja so bili nekateri prepričani, da je to začetek propada družbe. Torej, to je vse v luči tega, kar ste že prej povedali. Ja, smo na razpotju. Dejansko smo v zadnjih 2 desetletjih prišli iz enega obdobja civilizacije v drugega. To v nas, kar je povsem običajno, vzbuja nek strah, neko nelagodje, neko negotovost. Sam mislim, da vzrok za to ni, zato ker nam zgodovina kaže, da se človek vedno prilagodi novi situaciji in da zna tudi vedno znova intelektualno zaživeti. Sem pa ravno zato dolgo iskal dovolj močen izraz, s katerim bi lahko opredelil občutje, ki ga moramo ubesediti mlajši generaciji. Branje mora biti za njih tudi prisila. To zveni morda še za naše generacije nekaj groznega, kajti nam so lahko starejši brez težav rekli, beri, boš videl, kako boš ob branju uživala. In dejansko smo brali in uživali. Današnje generacije so navajene hitrih impulzov, navajene so digitalnega branja, zato začetek branja ne more biti več uživanje, ampak je lahko samo prisila. Že po nekaj urah branja pa seveda nastopi tudi tisti prvinski užitek, tisto, ko se zlijemo z besedilom v eno. Ampak začetek mora biti, tudi če si ga ne želimo. Skratka, ta vstop v te svetove, ki se nam odprejo, je lahko neprijeten in verjetno mora biti neprijeten za te mlade. Ja, zato ker je za možgane, tu obstajajo povsem stvarne raziskave. Za možgane je način, kako nam ga ponuja digitalna tehnologija, popolnoma naraven. Nekaj, kar doživlja
delamo instinktivno, intuitivno. Samo da drsamo navzgor in vedno se nam kaže nekaj novega, možgani ves čas počivajo, ves čas so zadovoljni. Branje pa je za možgane napor, je nekaj nenaravnega, je neka dejavnost, ki zahteva določeno disciplino, tako kot na primer igranje glasbe ali podobne stvari. Zato nas ta prehod v branje, ki so ga ljudje doživeli v 15. in 16. stoletju, uči, da bomo morali močno vlagati tudi v prehod v branje najmlajših generacij zdaj, v 21. stoletju. In uspešne bodo tiste države, ki bodo znale reči, morate brati. Omenili ste glasbo. Vem, da ste kitaro 2 letnika srednje naredili. Kako pa se povezuje ta glasba in jezik? Ja, če ne bi bil jezikoslovec, bi bil glasbenik. Nekje sredi srednje šole sem bil dejansko na razpotju. Moral sem se odločiti, ali bom se usmeril zgolj v glasbo, zapustil srednje šole in šel samo na srednjo glasbeno in baletno šolo, zato ker 2 šoli, ki sem jo takrat delal, nekako nista šli več skupaj. Nič ni bilo več dovolj kvalitetno. No, in tedaj sem se odločil za jezik. Najprej za latinščino, nato zelo hitro za slovenščino. Najprej za književnost, nato za jezikoslovje. Ni mi žal, seveda pa še vedno živim z glasbo in skušam čim bolj spremljati čim več raznolikih glasbenih zvrsti. Tudi zato mi je nekaj najlepšega, da imam možnost pisati kolumne, v katerih pa lahko do določene mere združujem svojo ljubezen do glasbe in svojo ljubezen do jezika. Za konec, vem, da ste omenjali že javno o tem, da je inštitut finančno na dnu, tik pred odpuščanjem. Pravite sicer, da ni v vaši naravi, da bi obupovali. Kje točno je trenutno finančna situacija? Je to odpuščanje še realno, o katerem ste govorili, in kaj točno bi bilo treba dati na stran, če finančno ne boste? Vse kaže, da bomo znova splavali. Je pa zaskrbljujoče že to dejstvo, da se vsakih nekaj let ponavlja z inštitutom v bistvu zelo podobna zgodba. Nekaj časa je financiranje urejeno, nato pride do kakega nesporazuma, spodrsljaja v načrtovanju in spet se celotno načrtovanje zruši in tako naprej in tako naprej. Jaz upam, da nam bo to stanje, od katerega smo že vsi utrujeni in na inštitutu in politiki, uspelo urediti. Urejamo ga že dolgo in kar je najbolj smešno, mi imamo zelo dobre odnose z vsemi vladami. Na naši strani je zavezništvo z mnogimi politiki, ki prepoznavajo vrednost našega inštituta. Se pa nič ne premakne. In sicer ne premakne se preprosto zato, ker se nihče še nikoli ni potrudil,
stvari urediti res dolgoročno, sistemsko. Skratka, če prav razumem, ta vir financiranja ni tako stabilen, kot bi si želeli, in zato potem vsakih par let trepetate, da bo recimo kaj Fran odpadel. Kaj bi odpadlo prvo? Ja, seveda, najprej bi odpadlo vse tisto, kar ni strogo raziskovanje. Namreč strogo raziskovanje se nam splača, zazam bomo vedno dobili finance, to, kar je namenjeno ljudem, svetovanje, Fran, Kar je brezplačno, ne? Za ljudi. Sprotno izhajanje slovarjev in vse to pa je odvisno tako kot povsod drugod po Evropi od financiranja države. No, in to skušamo urejati. Bom optimist. Sam ne želim preveč tarnati, je bilo pa zelo prav, da sem v avgustu povzdignil glas, in če se ne bi nič premaknilo, bi ga še nekoliko bolj. Trenutno ste pa optimistični. Da. Okay. Najlepša hvala. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Hvala lepa tudi vsem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Naslednji teden pa politika.